Pozdravljeni v naših astroloških minutah. Vstopamo v obdobje astrološkega znamenja Vodnar. Zanje pravijo, da so vizionarski, da so korak pred časom. Tudi zato smo počaščeni, da je predstavnik tega astrološkega znamenja in igralec Slovenskega stalnega gledališča v Trstu, Vladimir Jurc, prijazno privolil v naše jutranje druženje. Dobro jutro. Dobro jutro pa seveda tudi Gaji Asti, brez katere ne bi bilo naše stalne astrološke rubrike. Dobro jutro. Dobrodošli. Torej, najprej Gaja, da povemo nekaj nasplošno, kakšen čas je pred nami. Danes je menda poseben dan, ne vem, če smo to že opazili, razen tega, da izjemno sneži, je še kaj drugega? Ja, danes se srečata Sonce in Luna na isti stopinji, to je mlaj, temu pač sledi nova lunina rast in s tem tudi rast idej. Ker gre za vodnarjevo znamenje, govorimo o naprednih idejah. Uran, vladar vodnarja, je borbeni planet in se bori za pravico šibkejših, za socialno družbo, je humanitarne narave. Astrološko kaže, da se bo pozornost dogajala okoli hiš, verjetno bo davek na nepremičnine dvigal kup prahu. Položaj planetov je prinesel mraz v naše kraje, družbeno bo situacija v tem mesecu precej neugodna, saj vidimo, da se na odgovorne položaje skoraj nihče več ne upa, ker so razmere tako izjemno težke. Dobro, ampak mi se bomo vseeno vrnili k lepšim in boljšim občutkom. Kako se kaj vi počutite v tem času? Hvala, mislim, v redu. Spet je en mesec skoraj mimo, mislim, ne da bi se tega pravzaprav dobro zavedli. Komaj smo praznovali novo leto, že smo že konec januarja. Tako, čas beži, to bi lahko samo povedal. Ampak vi si ga gotovo zapomnite tudi po premierah in ga tako nekako tudi občutite. Pripravljate se že za novo, ki bo nekje v marcu. Prihaja v Trstu novič Čehov, tokrat mislim, da po priredbi Nejca Gazvode. Tako je. V nekoliko torej mladostnejši različici. Ja, Nejc Gazvoda je napisal nov tekst po motivih Strička Vanje in režiral bo pa, že režira Ivica Buljan in kot ste omenili, premiera bo sredi marca. Gaja, torej, kako kaže kaj vodnarjem, tistim v gledališču in zunaj njega? Ja, vodnarji so v bistvu vedno bili vizionarji in tako tudi v sodobnem času je to znamenje pridobiva na tej kvaliteti. Začelo se je tudi to obdobje vodnarjeve dobe, ampak težava vodnarjev v tem, da so njihove vizije razvijajo ne glede na materialne zmožnosti, skratka, ste pred časom. Tako da pač lahko pa doživljamo te vodnarjeve ideje kot smernice razvoja, vsa ostala zodiakalna znamenja. In če jih vzamemo pod drobnogled, lahko ugotovimo, da so vodnarji izjemno karizmatične osebnosti, katerim se dogaja veliko stvari, ogromno bi radi povedali in še sami komaj sledijo vsem idejam, ki jih imajo v glavi. In ste nekakšni znanilci nove dobe, še posebej imamo tukaj en lep primer s 3 planeti v vodnarju, to je Sonce v vodnarju, Venera v vodnarju in Jupiter v vodnarju. Kako bi rekla, da ste pravi reformator, da resnično spravljate te like, uživljate v nekaj popolnoma novega. Recimo, če je lik v 3. tisočletju, korenini pa nekje v preteklosti, ga boste spravili čist v prihodnost. Ja, vi ste vse to super navedla, mislim, to so same super zadeve, tudi fino se sliši vodnarjeva doba, ampak težave kljub samo ostajajo. Jaz bi, tako kot sem uvodoma rekel, mesec je kratek, ker veliko je treba postoriti, kot je rekla gospa Gaja. 24 ur je premalo za vse, kar bi človek hotel. Res pa je, da se kot, ne vem, zdaj pač, ko govorimo o vodnarju, jaz mislim, da smo vodnarji, da nas je lahko razumeti, čeprav nas tako težko razumejo. In to je, v meni ostaja to večno vprašanje, zakaj nas tako težko razumejo, če nas je pa v bistvu tako lahko razumeti. Zdaj, to je pa eno retorično vprašanje, na katerega si ne znam tudi sam odgovoriti. Ampak stalno naletim, vsi problemi se nahajajo tu noter.
Morda pa pozna odgovor Gaja. Je to vidno iz astrološke natalne karte? Ja, kot sem rekla, da vodnari ste pred časom res tisti pravi vizionari in tako kot ste rekla, da na trenutke imate občutek, kot da ste ujeti v svojem telesu, da telo gre prepočasi, koliko idej v tistem trenutku prihaja. Drugače pa se mi zdi, da je vsaka ekipa zelo vesela, če vas dobi in vas imajo izjemno radi, ker prinašate smeh, elan, veselje, novosti in to je tudi vaša življenjska naloga. Je severni vozel v znamenju ovna, pomeni, da na novo postavljate stvari. Tako da verjetno tudi majčkeno pomagate pri režiji, pri scenariju in kompletno obrnete vse na glavo. Recimo začnete čist drugje, kjer bi drugi začeli. Delate na sodoben način in zagotovo je vsaka predstava, kjer ste notri, res tisti vrhunec sodobne umetnosti. Ja, res je. Recimo, jaz vem, tega se zavedam, da je nekje moja naloga oziroma dajati v življenju in je lepo dajati. Jaz sem srečen, ko lahko dajam, ampak sem pa tudi nesrečen zelo dostikrat, ko ne morem dajati oziroma dajam, ampak ljudje tega ne sprejmejo, nočejo, ne vem. In potem se človek počuti mogoče nasilnega, tudi z vsem tem, kar zna, kar ve, kar čuti. Tako da je včasih potem boljše biti tiho, ampak to je težko. Ko ga tako poslušamo, se nam zdi, da je vodnar paše nekako v ta umetniški svet oziroma sodi van. Ali to velja samo za gospoda Vladimirja Jurca? So vodnari dovzetni za to umetnost? Ja, so v bistvu vodnari so v svetu umetnosti, čeprav gre pri tem samo za način, v katerega pač deluje v gledališču. Drugače pa je vodnar dosti bolj znanstven, lahko bi rekla, da je doma tudi v družbenih vejah in izjemno družboslovni planet je ta Uran in vas nekako žene naprej to spreminjanje družbe bolj kot pa sama umetnost, recimo. Jaz bi pa rad vprašal, zdaj, ker imam priliko, recimo, da ne bo tako lepo vse. Me zanimajo res napake vodnarjev. Tisto, kar je apostrofirano slabo pri vodnarjih ali pa jim je v pogubo, recimo. Lahko s tem v zvezi kaj poveste? Ne vem, jaz vodnarje imam toliko rada, da ne bom povedala nič slabega. Ne morate biti objektivni ali kaj. Znanstveni ste pa lahko, ne? So znanstveni, so pred časom in te ideje moramo vsi vzeti nekako za smernice prihodnosti. Ampak morda pa je to, če smem prekiniti, zanimiva istočnica. Kako torej narediti, da bi bili uslišani, da bi nas slišali? Morda je to. To je večen problem, ne, mislim. Imamo rešitev, Gaja. Ampak ja, jaz ne vem, mislim, z ozirom, da je bilo vprašanje tudi postavljeno v zvezi z umetnostjo. Jaz kar nekaj kolegov igralskih poznam, mislim, da smo kar za povrstjo v februarju se zvrstijo naši rojstni dnevi. Ampak mislim, da je to povezano tudi z intuicijo. Jaz zelo verjamem v svojo intuicijo in jo tudi na nek način ji prisluhnem. Zato, ker verjetno so kakšna bolj racionalna znamenja, kjer racijo prevlada in si potem ne pustijo ravno pri intuiciji, jo preveč nazaj držijo ali pa jo omejijo in tako naprej. Jaz pa mislim, da ravno, če lahko zdaj izkustveno seveda govorim, ne o znanstveno, o vodnarstvu ali pa o vodnarjih, jaz mislim, da je ena od glavnih značilnosti tudi, da strašno ljubimo svobodo, ne ujetost v nobene, oziroma nismo nikoli zadovoljni, da nas postavijo v nek predalček in zato mislim, da ravno to svobodo skozi umetnost, tam ti pa prisluhnejo. Meni recimo na odru mi pa prisluhnejo, vsaj tak občutek imam in pol se verjetno tukaj te stvari realizirajo. Pa imamo morda celo rešitev in odgovor. Moramo se vam zahvaliti že za tale jutranji klepet, kajti naš čas je v Kopru potekal. Predajamo besedo kolegom v Ljubljani. Vam in vsem vašim kolegom že sedaj privoščimo in voščimo vse dobro za vaše rojstne praznike. Ne bomo pa še voščili, kajti ni še to ta dan. Hvala. Hvala lepa.